O tem ste tudi veliko pisali pa razmišljali. Deva najprej opredeliti sploh. Se pravi, večina ljudi, ali pa zelo popularno je bilo zadnjih 50 let govoriti o IQ, inteligenčnem kocientu. Vemo, da se precej dobro mapira z uspehom v tej družbi, kakor je nastavljena, ne? Potem pa smo, ne vem, v 90-ih ali pa tam ne toliko dolgo nazaj še urinili zraven ta EQ, ne, kot pomemben. A bi lahko malo opredelila oba, pa kaj je sploh čustvena inteligenca? Ja, dolgo, res dolgo, vsaj v mojem življenju nismo govorili o čustveni inteligenci. Ne. Sam kot študent tega nikoli nisem bil deležen v nobenem okviru. Ne. Ker enostavno so imeli občutek, da ves uspeh posameznika izvira iz njegovega uma. Ne? Torej, če v floskoli, če se boš pridno učil, boš v življenju uspešen. Ne? To je že zdavnaj padlo. Ker imamo zelo uspešne ljudi, ki pa niso ravno se zelo želeli učiti in dosegali uspehe in diplomirali na katerih fakultetah in tako dalje. Ne? In smo torej začeli ugotavljati, da je res pomembno, ne? Da ne da opredeljujemo razumsko inteligenco, ampak da dejansko razumsko inteligenco povežemo s čustveno inteligenco. Ne? Jaz vseeno menim, da brez razumske inteligence tudi razvoj čustvene inteligence je brez uspeha. Ne? To pomeni, da to, kar smo na začetku govorili, ne? Da človek mora biti v prvi vrsti človek. Ne? Torej, zdaj, če imaš intelekt, ok, ne? Če nimaš dovolj razvitega, ga boš poskušal razviti s tem, da se boš sam ukvarjal s tem, da boš dobil na razgledanost in tako dalje. Ne? Imamo danes zelo velike in pomembne samouke, recimo, ne? Ki dejansko niso bili na področju razvoja umske inteligence tako uspešni, kot so danes v tem, da so uspešni v nekem svojem delu, ki so ga pa tesno povezali s čustveno inteligenco. Ne? Ampak IQ, se upravičujem, ko pa prekinjam, vseeno se ga ne da, mislim, vsaj kakor jaz vem, ne, pa lahko me popravite, je precej dedena, ne. Mislim, da vrh doseže tam pri 25. letu, potem pa počasi pada, ne. Se pravi, to je neko sposobnost gledanja, zaznavanja sveta in povezave nekih vzorcev, ki so smiselni. Zdaj, v dednosti pri IQ-ju, vsej z mojega vidika je stvar mogoče malo drugačna. Ne? Okay. Tudi, bom rekel, iz primerov v družbi ugotavljam, ne? Otrok, ki imajo dokaj visoke IQ-je, torej zelo razvito umsko inteligenco, ugotavljam, da izvorno nimajo dednih zasnov, da je prišlo do tega. Ne? No, smo potem pri nekih primerih ugotavljali, kako je to mogoče. Torej, pri starših ni. Aha, okay. Ne? Potem sem del tega našel pri starih starših. Ne? In sem prepričan, nisem raziskoval naprej, ker je to malo, bom rekel, poseganje v zasebnost, ker sem v taki službi in to si ne morem dovoliti, da je najverjetneje to gensko pogojeno v nekem 4. kolenu. Ne? Torej, če so bili stari starši inteligentni, torej izobraženi, pomeni, da je prej bilo pogojeno s tem zagotovo še bom rekel, na višjem nivoju. Ne? Kar se tiče, bom rekel, nadgrajevanja te umske inteligence, ne? Se mi zdi, da je ogromno moč narediti tudi sam na sebi. Ne? Absolutno. Sam se ne da verjetno IQ-ja zvišati. Ne da se ga toliko dvigniti, da pa recimo delati se na tem, da je to splošna razgledanost in znanje in sposobnosti na mnogo višjem nivoju. Ne? Kajti v zgodovini imamo primere, recimo, ko smo imeli odlične učence, ki so ure in ure prebili za knjigami. Ne? In primere otrok oziroma učencev, ki so dejansko ves čas prebili v naravi, ne, in so bili identični po končnem uspehu v šoli. To pomeni, da manj truda so potrebovali. Je ta s trudom dosegal to, kar je on dosegal s pol manj truda. Ne. Razlika je bila samo v tem, da temu, ki se je trudil, je bilo omogočeno, da je dosegel
bom rekel, višje cilje, tam pa tega suporta ni imel doma. Ne? In je potem nekje ostal na tisti ravni ali pa mogoče malo napredoval, ampak zagotovo bi dosegel mnogo več, če bi seveda imel pogoje, imel izpolnjene pogoje, da bi lahko to dosegal. Ne? No, če se vrnemo nazaj k čustveni inteligenci, jaz mislim, da je vsak človek ob rojstvu tisto, kar je pač dejansko to, kar je nič. Ne? Aha, nepopisan list. Ne? Torej, ta raza in dejansko, ko se pogovarjamo o tem, kaj, ko otrok tam naročil mame, prvi zajoka pošteno in tako dalje, kaj bo z tega našega otroka, ne, se sprašujejo starši, vsi postavljajo visoke cilje, ne, kaj vse, oče, če je sin to, mama, če je hči ono, oziroma kasneje obratno, ker gre sta navzkriž, torej bolj oče za hči, mama bolj za sina in tako dalje. In so vsi polni pričakovanj, ne. In vsi delajo, bom rekel, masovno na tem, kaj bi otroku vse ponudili, da bi otrok lahko v primarni socializaciji, tako do sekundarne in seveda do srednjega življenjskega obdobja dosegel in da bi bili vsi ponosni nanj in da bi bil in sploh naš pač najboljši to, kar je. Ne? Pri tem pa pozabljajo, ne? Da primarna socializacija ni opismenjevanje, ne? Ni učenje matematike, kar nekateri starši počnejo pri otroku pri 3 letih, ne? Ampak je to, da ga stisnejo k sebi, ne? Da se z njim pogovarjajo, da ga, rečem, po naše učkajo, ne? Da otrok začuti ljubezen, ne? Da se začuti ljubezen in jo hkrati ga že naučijo otroka vračati ljubezen, torej vračati nasmeh, vračati stisk roke, objem in tako dalje. Ne? To je bistvo čustvene inteligence. In če otrok s tem ni zrasel primarni socializaciji, zagotovo bo otrok se razvijal v odraslega človeka z velikim čustvenim primanjkljajem. To danes v družbi tudi ugotavljamo. Yeah. Torej, če otrok v primarni socializaciji ni dobil tega, kar se na tem področju mora, tu pa pravi mora, ne? Čeprav morati vemo, kaj pomeni, ni dobil, potem enostavno bo s trudom se bo prebijal skozi življenje, ne? Ampak potem bo tudi on stežka rekel partnerici ali partnerju oprosti za storjeno dejanje. Ne? Zelo težko mu bo pogledal v oči, pa mu bo povedal, da ga ima rad. Ne? Da bo napisal ljubim te na listek in ga nalepil na hladilnik ali pa pisal SMS-e, kar je najlažje, ne? Kot pa povedati to, kar človek čuti, so človekov obraz. Ne? In tu se pri meni, ko ugotavljam, ko razmišljam o čustveni inteligenci, bom rekel, kažejo največje primanjkljaje. Prenizka sposobnost človeka soočiti se z odnosom drugega na način, da se mu zaupaš, da mu poveš, da se pogovarjaš, da ga čutiš, da ga razumeš, spoštuješ. Ne? To je tisto, kar v čustveni inteligenci v zadnjih letih, ne, pa ne bom rekel 10 letih, ker jih ni, ne, v zadnjih letih, pa naj bo 10-2, dajemo večji poudarek. Ne. Se mi zdi, da napredujemo na tem področju, ne, da študentom mi ni več potrebno postavljati vprašanje, ali mi je nerodno, ko se pogovarjam z njimi. Ne. Večini več ni. Ne. Torej, so že začutili to, bom rekel, bližino, ta odnos med ljudmi, ne? Kar pomeni, da izhajajoč iz primarnega okolja so prinesli nekaj zraven v življenje. Ne? Pri otrocih v osnovni šoli to še opaziš, torej pogled navzdol, bom rekel, nesposobnost pristne komunikacije in tako dalje, z leti pa potem nekateri to iz okolja, v katerem sobivajo, torej iz šole, pravzaprav iz vrtca, iz šole, prinesejo nekaj tega, ker se veliko družijo med seboj in tako dalje. Ne? Medtem ko tisti, ki to imajo doma ali so imeli doma, zagotovo v družbi, to pokažejo. In takoj, ko povejo, zdaj ne me napačno razumeti, odkje so študente, ko se pogovarjamo, odkot prihajajo, kaj počnejo v življenju, in takoj vidiš, vaško okolje zagotovo prinaša bolj pristen stik med ljudmi, kot pa mestno okolje. Ne? V mestnem okolju se ne poznamo med seboj. Na vasi se poznamo vsi. Ne?
Še najbolj nevarno je, da se vsi poznamo in vsi vemo vsem vse, oziroma več, kot bi lahko in smeli in morali in tako dalje. Da je potem en majhen minus v odnosu do vsega tam, ki te pa nišče ne pozna. Ne? V nekem večstanovanjski zgradbi se ljudje praktično med sabo ne poznamo. Niti ne vemo, ali smo skupaj pod isto streho ali nismo. In tam, kaj ta čustvena inteligenca ne pride do izraza, tudi ne, ko smo skupaj v dvigalu. Ne? Ne poznam, kaj zdaj ne gledamo v oči, ne vem, se človek ne znajde. Ne? Vsak po svoje se poskuša skozi tistih nekaj sekund prebiti, skozi sobivanje v nekem zelo, zelo oskem prostoru, kar načeloma ljudi tako in tako ne maramo. Ne? Biti na majhnem prostoru z nekom, ki ga ne poznamo. Ne? Zato smo rekli, da si želimo svobode. Ne? Torej, na travnika je mnogo lažje se soočiti z nedlano osebo, ker nikoli ne bosta prišla na pol metra. Ne? Ampak v dvigalu je pa ta zadeva malo nerodna. Ne? Tako da, prepleta se čustvena inteligenca z umsko inteligenco. Jaz sem vesel, da se prepleta, ne? Da najdemo neko povezavo zaradi tega, ker povsod, tudi na delovnem mestu, ne samo v družini, v okolju nasploh, ampak tudi na delovnem mestu prihaja do, bom rekel, vedno večjih poudarkov medosebnih odnosov, ne? Ker se potem znotraj skriva karakter človeka, ne? Ker se skriva njegova osebnost. Ne? Dejansko bliže smo si, bolj se poznamo, lažje si pomagamo, lažje se razumemo, ne? In glede na to, da danes v sodobnem času ljudje mnogo več časa preživimo skupaj sodelavci na delovnem mestu, kot pa skupaj doma s svojimi najbližnjimi, pomeni, da je čustvena inteligenca na delovnem mestu zelo pomembna. Zato poudarek temu, ne, da razumeti drugega, ne, v odnosu, kar pogosto torej zraven tudi vpletam v razmišljanje čustvene inteligence, v odnosu empatije do sočloveka. Ne. Torej, ko jaz recimo sedim z nekom, pa hkrati sem sposoben človeka prepoznati v njegovih plusih in minusih v nekaj stavkih pogovora, to je tisto, kar čustvena inteligenca nosi v sebi. To moč prepoznavanja drugega nasproti meni. Ne? Kaj vam mislite, da je bolj pomembno za uspeh, EQ ali IQ? Mislim, da zopet ne bomo mogli reči, da eno ali drugo, ne? Mislim, da bo kar prvo in drugo, torej in umska in čustvena inteligenca. Ne? Aha, se pravi v kombinaciji. Neka kombinacija vsega. Ne? Brez IQ-ja ne bo šlo, ne bomo dosegli nekih začrtanih ciljev. Ne? Tudi če smo srčno dobri, prijazni, topli, ne vem, humani, ne vem kakšni, mili, ne vem, melanholični v smislu poznavanja tipov karakterjev, bomo na koncu manj uspešni. Predvidevam, da bo treba mal tudi tega umskega truda vložiti, če bomo hoteli uspeha. Ne? Ja, jaz, to je čisto moje osebno opažanje, ne? Poznam ogromno posameznikov z verjetno zelo visokim IQ-jem, ki pa mislim, da imajo nizaka EQ, ne? In to mislim predvsem zaradi tega, ker v življenju, se pravi, to se dogaja na ekstremih, po mojih opažanjih, ne? Se pravi, ekstremno visok IQ nekako prinese sabo, ali pa ne vem, kako je povezan, da je zelo težko takemu človeku se čutiti, da ali pa razumeti druge, ne? Razumeti druge čustveno in razumeti tudi sebe čustveno, ne? Ker vse je zelo objektivno in zelo racionalno gledam, ne? In ogromen del spektra življenja, ki je ta emocionalni del ali pa čustveni del, enostavno spustim ali pa ga nisem sposoben zaznati. Ne? Kakšno je vaše? Jaz se strinjam, da visoko inteligentni ljudje imajo težave samo s sabo. Definitivno. To je bilo vedno prisotno. Ne? Mislim, da celo dokazi obstajajo. Ja, če sam pogledal Einsteina, recimo, neprimerljivo visok IQ in na koncu gotoviva, da je bil pa v odnosu do žensk pa bolj, da ne govorimo. Ne?